Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Darsom tudi letos invalidom in velikim družinam, ki ne morejo potovati s klasičnim osebnim avtomobilom, omogoča pomoč pri nakupu letnih vinjet. Ja, prav gotovo je namen pomagati ranljivim, šibkim, tistim, ki so že tako ogroženi na tak ali drugačen način in da ne bi zaradi tega, ker morajo drugačno vozilo uporabljati, zaradi tega bili primorani tudi višji strošek vinjete imeti. Pomoč preko Rdečega križa omogoči vračilo 50-odstotnega zneska za vinjeto. Pogoj za zaprosilo te pomoči je urejen status. Urejen status pomeni, da lahko za pomoč zaprosijo vsi, ki so ob zadnji veljavni registraciji vozila cestninskega razreda 2B uveljavili pravico do oprostitve letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za invalide ali pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine. Do pomoči so upravičene tudi invalidske organizacije in društva. Vlagatelji lahko to zahtevajo, prosijo za to pomoč skozi celo leto. Namreč nekateri kasneje uredijo veljavno registracijo, morda kasneje šele ta status pridobijo kakorkoli. Postopek za pridobitev pomoči je povsem preprost. Izpolni se prošnjo, ki je dostopna na spletni strani Rdečega križa, Darsa in ministrstva. Prošnjo, ponavljam, je treba izpolniti v celoti, kajti na njej so pomembni podatki, davčna številka, transakcijski račun, ki so potrebni za kasnejše nakazilo. Zraven se priloži samo kopija prometnega dovoljenja in pa kopija računa za nakup vinjete. Te 3 dokumente je treba dostaviti na naslov Rdečega križa Slovenije Mirje 19 1000 Ljubljana. Lani so na Rdečem križu okrog 500 upravičencem povrnili stroške pri nakupu vinjete. Nakazilo sredstev ponavadi traja približno 2 tedna. Sredstva za pomoč gredo v celoti iz proračuna Darsa.